Marsikdo od vas danes pričakuje, da bom tukaj pred vami kazala fizične vaje. Pa jih ne bom, ker so tudi vaje duha, vaje mentala, vaje izgovorjenih besed, vaje čustev, seveda tudi fizične vaje. Mihael mi je povedal, da žal ne bom mogla pokazati določenih vaj, katere sem imela v programu. In ne moram na polovico vam pokazati nekaj, vi pa tega ne boste videli. Zato se opravičujem, ker ne bo fizičnih vaj. Bom pa govorila o vajah duha. In ena izmed najbolj pomembnih vaj duha je hvaležnost. Hvaležnost je tista vaja, ki odpira vsa zlata vrata za zdravje, za mir, za lepe medsebojne odnose, za mir na svetu. Imamo 10 prstov in danes bom uporabila teh mojih 10 prstov, da bom povedala, zakaj sem jaz danes hvaležna. Zelo sem hvaležna svojemu možu, da je danes, ne glede na datum, ponovno pripravil čudovit izum. Hvala, Mihael. Zelo sem hvaležna vsem članom, ki ste danes na Zoomu in poslušate. In želite z nami ustvarjati to energijo brezpogojne ljubezni, ki bo edina spreminjala ta svet. Iz vseh teh energij, ki meni rečejo satanistične, eni jim rečejo žalostne energije, eni jim rečejo bolečine, drugi bolezni, tretji jim rečejo depresija, apatija in smrt celo. In vendar je najvišja frekvenca brezpogojna ljubezen, to, ker sem že tolikokrat povedala, da je naša 9. alineja statuta, 1. člen, 1. alineja 9. člena, najbolj pomembna lastnost. Brezpogojna ljubezen. Brezpogojna ljubezen do življenja, do sebe in do vsega stvarstva, do vseh bližnjih, do vseh živali. In hvaležni smo lahko za to, da imamo tudi možnost začutiti to brezpogojno ljubezen, jo živeti, jo podariti in izgovarjati besede življenja. Hvaležna sem vsem vam, ki ste se odločili, da ste člani Društva Belis in da še vedno ste z nami in da se počutite dobro, odlično, kot član Društva Belis za srečno življenje. Ker ta frekvenca ustvarja prijaznost, mir, druženje, solidarnost, razumevanje, sočutje, srčnost, sijoč in nenazadnje tudi omogoča našemu imunskemu sistemu, da v popolnosti deluje in da smo zdravi, srečni in da lahko delimo to srečo z vsemi bližnjimi. Hvaležna sem vsem tistim, ki ste danes prišli v naše društvo tukaj na Petkovškovo nabrežje 53. Hvala, da ste se vzeli čas. Res sem hvaležna. In ste z nami, da z nami skupaj ustvarjate ta tube of light, tube of svetlobe, of love and light, s katerim bomo pomagali vsem tistim, ki ne verjamejo, da je brezpogojna ljubezen edina frekvenca, edino zdravilo, ki omogoča, da se neznanje spreminja v znanje, bolezni v zdravje, nemir v mir, smrt v življenje in da se razprtije spremenijo v sprave in v lepe medsebojne odnose. Hvaležna sem tudi sama sebi, da sem se jaz osebno odločila za življenje. Hvaležna sem.
Imela sem milijon razlogov, da sem nezadovoljna, da kritiziram še naprej. Priznam, sem kritizirala. Ampak vsako kritiko sem tudi sebe prizadela. In ker to vem, sem to nehala delati. Zakaj bi sama sebi škodovala? S tem sebi ne koristim, še manj pa ljudem, katere kritiziram. S kritiko ne bodo boljši. S kritiko ne bodo moji prijatelji. S kritiko ne moremo spremeniti tega sveta v svetoč vrt. Komu sem še hvaležna? Tudi deževke je danes bil v Ljubljani. Drevesa in roža rabijo dež. Hvaležna sem soncu, ki nas je tudi pogrel, razsvetlil, usrečil. Hvaležna sem, da imam svoje roke, s katerimi sem pripravila nekaj okusnih sendvičev. In so jih z veseljem sprejeli in tudi pojedli. Hvaležna sem. Da je naše društvo Belič za srečno življenje danes že 69. z vami, da smo tukaj skupaj, da vse ovire, ki smo jih imeli, niso bile dovolj velike, da bi nehali se družiti. Hvaležna sem, da smo na zdravih temeljih, da smo zvesti naravnim zakonom, ki so večni, nemenljivi. Hvaležna sem. Res zelo hvaležna. Nenazadnje sem hvaležna tudi vsem predavateljem, ki imajo pogum, da se spostavijo in da povejo tisto, kar je njihovo srce polno. Če naše srce polno ljubezni, bomo govorili o ljubezni. Če naše srce polno žalosti, bomo govorili o žalosti. In če naše srce polno sodbe, bomo sodili. Vedno govorimo samo to, kar je polno naše srce. In moje srce je res polno brezpogojne ljubezni. Trenirala sem 33 let samo sebe. Imela sem milijon razlogov, da lahko rečem, da sem dobro strenirala to mišico brezpogojne ljubezni. In vedno bolje mi gre. Tudi ko sem poslušala danes naše predavatelje, sem čutila ljubezen do njih in spoštovanje. Ker moramo vedeti, da vsaka sodba, ki gre od nas, tudi nas prizadene. Zakaj bi zaradi navad, razmišljanj, spoznanj drugih ljudi izgubila ta vir brezpogojne ljubezni, ki me osrečuje, ki me ozdravlja, ki mi prinaša nasmeh, pravi nasmeh na moj obraz. Le zakaj? Hvaležna sem tudi svojim staršem. Žal mi je, ker sem jih veliko kritizirala, priznam. Pa sem jih tudi nehala. Zakaj sem jih nehala? Ker s tem sem sama sebe kritizirala in sama se podpirala vrata za številne težave, nesreče, solze, bolečine, nemir. Zelo sem hvaležna svoji lastni hčeri, ker je moja najboljša učiteljica. Res sem jih hvaležna in nekaj dni že čutim, kako jo spoštujem, kako je samostojna, kako stoji na svojih lastnih nogah, kako ima svoj izvor modrosti, kako je premagala vse izzive tega sveta, kako je trenutno v tem trenutku res samostojna in povezana z izvorom življenja in zelo sem jih hvaležna, da je to uspela. Hvaležna sem tudi svojima 2 sinovama, ki me ne šmirglata, po domače rečen, to, kar delam. Ker me poznata. Ona 2 ne boste poslušala naših zoomov, ker imata v srcu dovolj spoznanj in ne potrebujeta, da bi še mene preko zooma poslušala. In jo razumem. In sem hvaležna, da me imate rada, da živite svoje življenje, da sta krasna fanta. Hvaležna sem tudi
zelo eni svoji prijateljici Zdenki, ki danes žal ni mogla priti, in vendar sem ji hvaležna, ker je odprta za odpuščanja, ker je odprta za modrosti najvišje, za najvišje frekvence, ker je velik korak naredila v svojem življenju, že marsikomu je odpustila in je vsak dan bolj lepa in vsak dan bolj srečna. Hvaležna sem vsem ljudem, ki so moji učitelji tudi v negativnem smislu. Zdravniki so me največ naučili, da ne smem dajati svojega upanja in svojega telesa v njihove roke, ker ne bom danes govorila, ampak hvaležna sem jim, da sem se naučila, da imam v sebi zelo močan imunski sistem, ki mi omogoča samo ozdravljenje, če mu le dam možnosti, da deluje v meni. Če mi dovolj spim, če imam lepe misli, če jem pravilno hrano, ki ni polna pesticidov, polna barvil, ki je z ljubeznijo pripravljena in ki jo res pojim z ljubeznijo. Ne zato, da bom bolj zdrava, ampak zato, ker mi je všeč, ker ima dober okus. Hvaležna sem vsem učiteljem, ki so me do danes marsikaj že naučili. Res sem hvaležna. Mislim, da je hvaležnosti več kot 10 bilo zdaj naštetih iz moje strani. Če sem komu pozabila javno povedati, da sem mu hvaležna, se opravičujem, res sem globoko hvaležna, da je življenje tisto, kateremu moramo biti najbolj hvaležni. In ne nazadnje, sem hvaležna vsem svetim, vsem tistim ljudem, ki so vztrajali z ljubeznijo na tej zemlji in ki so bili zaradi negativnosti kakorkoli eliminirani, ki so imeli težke izzive, ki so jim morda namenoma odvzeli življenje na kakršenkoli način. Hvaležna sem tem ljudem, da so zapustili ta planet z ljubeznijo in z odpuščanjem. Ne nazadnje pa sem najbolj hvaležna našemu ustvarniku, ki je ustvaril prečudovit planet Zemlja, ki nas je ustvaril prečudovite in nam pošilja še vedno vso ljubezen, ki jo potrebujemo za svojo radost, mir, zdravje. Res sem hvaležna. In to je ena izmed duhovnih vaj. Hvaležnost. Druga vaja, ki je zelo pomembna v duhovnem smislu, pa je odpuščanje. Preden zaide sonce, preden zaspite, pomislite, kaj vas je ta dan prizadelo. Kaj vas se je dotaknilo? Kakšna krivica se je zgodila nekomu izmed vas ali bližnjim ljudem? Blagoslovite to situacijo. Odpustite, še predno zaide sonce, ne zaspite s to bolečino, s to zamero, s to žalostjo. Ker se boste zjutraj zbudili utrujeni, imunski sistem po noči ne bo deloval tako, kot je potrebno za vaše telo, in dan boste začeli z žalostjo in ne z radostjo. Odpuščanje je vaja, katero tudi jaz delam že 33 let in vsak dan treniram. Več kot dovolj imam razloga za odpuščanje in sem hvaležna sama sebi, da to rada delam. Zaradi sebe in tudi zato, da je svet vedno lepši, da nas je vedno več, ki smo se odločili za brezpogojno ljubezen, za mir, za zdravje, za ljubezen, za beli zdruštvo. Naslednja vaja, ki je zelo pomembna, pa je vaja, ki se ji reče milost. Milost je nekaj drugega kot pa odpuščanje. Milost pomeni, da nekomu podariš nasmeh,
ki ga niti ne prosi za njega. Milost pomeni, da nekomu podariš mogoče 10 evrov, ki ga bo zelo, zelo razveselilo. Milost pomeni, da nekomu rečeš, rad te imam, pa čeprav te on ne mara. Milost je, da obiščeš nekoga, ki te ne želi niti videti. Milost je, da podariš mogoče celo zadnji plašč nekomu, pa čeprav ga sam rabiš. Milost ni plača, ni plačilo na uro, je darilo. Vsak dan podarimo vsaj eno stvar nekomu, ali nasmeh, ali 10 evrov, ali sendvič, ali nasmeh, ali prijazno besedo. Mogoče vprašanje, kako ste? To je milost. To je dobra vaja. Darovanje milosti. Tudi tistim, ki veste, da so iz jeze ubili svojo ženo, recimo. On jo najbolj potrebuje. Zato, da ne bo njegova duša še naprej jezna, še naprej v gnevu. Ker duše, ki odidejo z tega planeta v jezi, gre jeza z njimi. Mogoče se jih bo vaša milost dotaknila in bodo začutili, da jih ima nekdo rad. Mogoče ga mama ni imela rada. Mogoče je mama razmišljala o splavu, ko ga je nosila. Mogoče ga je prevarala žena. Mogoče so ga v službi prizadeli. Mogoče so mu ukradli avto. Ne veste, kaj se mu je zgodilo. Da je v sebi razvil jezo, maščevanje, zamero, ki se je prelevila v negativno reakcijo. Podarjajmo milost. Vsak dan, vsaj nekomu. 3 vaje duhovne sem vam danes povedala, ki so zelo, zelo pomembne, da ste v stiku z izvorom življenja. In eno vajo vam bom vsem pokazala, ki ta pa je možna, ne glede na to, da so tukaj tehnične ovire za prikazovanje vaj za boljši imunski sistem. In sicer predstavljajte si, da ste večji, kot ste visoki glede na zemeljsko višino. Da imate nad sabo še eno nevidno, kako vam bi razložila, da vam bi bilo najbolj enostavno, kot mogoče en rezervoar, kot ga ima avto, v katerega natankate bencin. In to je nad vašo glavo 30 centimetrov. In še enega iznad tega, ki je pa še malo višji. In zdaj, ko roki dvignete, imate prste, resnično se dotikate tega izvora. Izvora vseh blagoslovov, vsega, ker lahko vas usreči, ker vam lahko prenese občutek enosti z radostjo življenjem in z mirom. Da ste neodvisni od zdravnikov, od terapevtov, od bioenergetikov, od raznih regresivnih sodelavcev in tako naprej. Preprosto dvignete roke in si predstavljate, kako skozi vaše roke prihaja bela, sicer očem nevidna, a za telo zelo čutna energija, voda življenja, jaz rečem, prihaja skozi tukaj imate na vrhu glave, imate kot ena vrata, ki jih morate vi osebno odpreti, da pride ta energija skozi glavo, skozi grlo, skozi vaše srce, skozi vaš želodec, skozi vaša rodila, spolne organe in gre naprej skozi noge, skozi stopala globoko, globoko v zemljo. Ne konča se stopali, da imate močne korenine pod seboj. In samo stojite in čutite, kako na en način sprejemate to energijo življenja, ki vas resnično osveži, ki vas ozdravlja,
ki vam prinaša radost in mir, ki vam prinaša vse tisto, kar potrebujete za to, da boste na tej zemlji hodili z radostjo, da boste kot Božji otroci hodili po tej zemlji in ne boste v tej zemlji, na kateri je res veliko trpljenja. In če imate to v zavesti, da ste v stebru luči in ljubezni, da to sprejemate noč in dan, vse dni vašega življenja, lahko rečete, sem na tej zemlji, vendar ne več v tej zemlji. Sem otrok, Belis otrok, otrok ljubezni. In bodite v tem notranjem miru vsak dan, vsaj par minut. Tudi avto mora se ustaviti, da dobi nov bencin. Tudi mi potrebujemo vsaj 5 minut zjutraj, da sprejmemo to luč kot brezplačni dar, to svetlobo, to brezpogojno ljubezen. In telo nam bo zelo, zelo, zelo hvaležno. Ker to je kot nevidna voda, ki nas iz neba dobesedno očisti, poboža, razveseli, usreči in nam prinaša tisto, ker nobena zunanja zadeva, niti denar, niti zunanji duhovniki, niti zunanji bioenergetiki, niti zunanji učitelji ne morejo tega dati. In bodite v tem miru. Toliko danes od mene, hvala za vašo pozornost in vedite, da vas imam neskončno, neskončno rada. In hvala, ker ste in ker bomo skupaj spremenili ta planet v planet ljubezni, radosti, v Belis planet. Hvala lepa.